Lete, nahajamo se tu v Dolnji Zilja, tu je Markova hiša, tu imamo tudi sliko od Markove hiši, ki je bil bunker pred njo, to po vojni že razkapajo, kamen stran vozijo. Čigav bunker? To je bil talijanski bunker, pa so pa domačini, to pa je kamen bil iz našega hleva, ko so ga zrušili. Tu pa se nahaja stara cesta, tu so iz Preloke gre, tu so pa peljali Italijani domačine, Preločane, pa Ziljane pol v Vinico, na zbirni centar, ki so jo pol peljali na Rab, so jo peljali pol. Bova še eno zgodbo povedal, kako je moj oče, ki je bil iz Gornje Zilj, ostal živ. Oni brat so kosili, pa so prišli Italijani iz Žežlja, Izava, vsi so šli Preloko, da niso šli po cesti in so jim zahtevali legitimacije, so jim dali, ali so jim na srečo vrnili in so rekli, da se morajo zglasiti v Vinici za 1-2 ure. Oni so šli domov iz Košnji in so mislili, vsi grejo, pa so gledali na cesto iz Trtja, kolone ljudi grejo, pa so rekli, pa gremo mi. Pol je šla mati z njimi, pa je pod klancu bil en senik pri potoku, pa je rekla mati, dajte vi fanti, počakajte, tu grem ja videti, kaj se v Vinici dogaja, pa če boste šli, če ne. Šla v Vinico, to je bilo ogromno ljudi, kamioni, zdaj kaj je zdravstveni dom v Vinici, tam so bil zbirni center, pol je ta rekel, ki je bil en domačin tam iz Vinici kot na krajevne skupnosti, je rekla, da so fanti tu in so jim pobrali te osebne dokumente, veli mati niso, pol sam naj bežijo domov, pravi. Zakaj ne bo s temi ljudmi dobro, on je pa ta vedel, kam gredo in kaj bo. Tako da so kot po sreči ostali moj stric pa oče živi.